Katerih sester največ primanjkuje srednjo izobrazbo ali diplomiranih medicinskih sester? Pa človek se sprašuje, na Jesenicah je srednja šola za medicinske sestre in tudi fakulteta Angele Boškin, pa pomanjkanje kadra. Ja, tudi to drži, dejansko drži. Primanjka vseh profilov, tako srednjih kot diplomiranih, za en odtenek več diplomiranih medicinskih sester manjka. Res, da imamo srednjo medicinsko, srednjo zdravstveno šolo in pa fakulteto za zdravstveno nego, vendar kljub temu ne dobimo prijav. Dijaki načeloma, kar opažamo, v prvem delu niti ne zapolnejo srednje šole vsa prosta razpisana mesta, ki imajo pač, bom rekla, vrednota pomagati sočloveku. Opažamo, da pri današnji mladini, tako ki je mogoče v mojem štartu, ko sem začela, ni tako zelo izrazita, tako da ni nekega veselja že pri vpisu. Nadalje pač, bom rekla, ta bolonjski sistem tudi omogoča, da ne glede na uspeh se dijaki lahko vpišejo nadalje za študij in večinoma se jih vpiše. Mislim, da to pokazuje tudi dejstvo, da imamo ves čas 6 prostih mest za pripravnike, vendar ni prijav. Tudi, ko sem tako majhno spraševala dijake, boste kaj prišli k nam delati, kaj boste počeli nadalje, večina odgovori, da bojo šli študirati. Kar nekaj se jih odloča, da zapustijo poklic v zdravstveni negi, da se odločajo za druge poklice, pač spoznajo že v času srednje šole, da je to, bom rekla, relativno fizično težek poklic. Izjemno lep, vendar tudi težek. Na katerih oddelkih je v Splošni bolnišnici na Jesenicah največje pomanjkanje? Ja, ta trenutek ima kirurgija, bom rekla, manjko, kar je tudi velika fluktuacija zaposlenih, kar nekaj jih je odšlo, diplomiranih sploh v referenčne ambulante, srednjih tudi v, bom rekla, v druge poklice, opažamo, vidimo jih tudi v trgovinah, v Hofru, Lidlu, na ustrežbi. Dejstvo je, da za moje mnenje je pač plačna politika v zdravstvu, oziroma pač, če govorim samo konkretno za zdravstveno nego, zgrešena. Kolegice na sekundarnem področju, se pravi bolnišnicah in univerzitetnih kliničnih centrih, menim, da smo glede na obremenitve in pa na urnik, ki ga, se pravi 24/7, moramo zagotavljati zdravstveno nego, premalo plačane glede na primarke, pač zdravstvenom domu. Bom rekla, da so lažje delovna mesta, sigurno so pa lažje, kar se tiče delovnika, dejansko smo tukaj hudo obremenjeni. In kako vi kot diplomirana medicinska sestra in pa pomočnica direktorja za zdravstveno nego rešujete ta problem? Rešujemo ga, bi lahko rekla, s čarobno palčko, če bi ga imeli. Žal se moramo znajti po svojih najboljših močeh, da pač z svojimi notranjimi rezervami poštukamo tam, kjer imamo probleme, čeprav imamo zelo malo že razšetkane rezerve, tam, kjer so oddelki mogoče majhno manj obremenjeni, kjer se v nekem obdobju tudi zapirajo, jih pač prerazporejamo na obremenjena delovna mesta. Ni čisto prijazno za zaposlene. Vem, obremenimo še te obstoječe, posledično odhajajo še ti na bolniške staleže, tako da se, bom rekla, vrtimo v nekem začaranem krogu. Dejansko pa terja to, bom rekla, hud napor, iznajdljivost, fleksibilnost, da glavne medicinske sestre pripravijo z vsemi bolniškimi, pa zdaj, ko so čas dopustov, mesečni razpored, tako da je varno narejen za paciente, da so pač, bom rekla, izurjene medicinske sestre z eno, ki se še uvaja in tako naprej. Tako da ni lahko, se pa maksimalno trudimo, ja.